Danes v Pomurskem dnevniku. Prihodnost je v sodelovanju. Roto najema Halo Siveja. Opecova razrešena s funkcije podžupanje. Iz Maribora v London. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V občini Cankova so pred dnevi z osrednjo prireditvijo obeležili občinski praznik. Že 11. so tako v občini pripravili vrsto dogodkov, med drugim razstavo likovne sekcije Ludvika Vrečiča, letni kino, slavnostno sejo občinskega sveta ter mašo v domači cerkvi. Osrednji dogodek tridnevnega praznovanja pa je bila proslava v Vaško-Gasilskem domu. Na proslavi z bogatim kulturnim programom je župan Drago Vogrinčič spregovoril o političnih in družbenih razmerah v državi. Vodilo vseh bi moralo biti medsebojno sodelovanje in pozitivno razmišljanje, je prepričan župan. Pozitivno je neka vrlina in sam sem tudi osebno človek, ki, to sem tudi povedal, da se odgovoren človek in človek vesti in nekega zaupanja ne sme predati malodušju in neke rezignacije. Jaz sem človek realist, hkrati pa vedno optimist in sem prepričan, da če, kako smo povedali, v hribe držimo, če najdemo vse možnosti, vse priložnosti, sami zagotovimo projekte, zagotovimo tudi svoj delež in tudi se upam nekaj spremeni v tej naši ljubi državni politiki, da smo lahko tudi zmagoviti in se jaz pač nekako ne strinjam v tem, da smo majhni. Ni termin majhen tisto v nekem teritorialnem besedišču, vendar jaz smatram, da če vse resurse, vse moči, vsa sodelovanja, čeprav to vem v današnjih časih tudi težko, se pa prepričani in zato sem tako nekako tudi v tem govoru, pa tudi v svojem življenju funkcioniram kot vedno realist, še bolj pa rajši optimist. V zadnjih letih so dosegli veliko, zaključujejo enega največjih projektov v zgodovini občine. Občina Cankova zadnjih 2-3 leta veliko gradbišče. Mi smo uspeli to, kar sem jaz, bom povedal tudi, njime sem vam sanjal. Vodovod, da priključimo naše občanke in občane zdrave pitne vode. Potem kanalizacija. Zdaj, če še gremo nazaj na vodovod, vodovod ni še to, kar se želim. To jesen in do konca leta bomo poskušali priključiti vse tiste, ki se lahko priključijo na vodovod. In to bo okoli 80% gospodinjstev v naši občini. Precej kritičen pa je bil do stanja v naši državi slavnostni govornik, slovenski pisatelj Evald Flisar, rojak iz bližnjih Gerlincev. Leta 1991 smo imeli v Sloveniji samo 360 zakonov in 1009 podzakonskih aktov. Danes imamo 799, skoraj 800 zakonov in 18.368 podzakonskih predpisov. Tega absurda zdrava pamet ne more dojeti. Tako ni mogoče delati, tako ni mogoče živeti. Okoli vratu smo si nataknili zanko, ki jo iz nerazumljivih razlogov vse bolj zategujemo. Res smo po številu samomorov v samem svetovnem vrhu, toda pri naši ljubezni do birokratizacije vsega, na koncu verjetno še dihanja, lahko govorimo že o narodnem samomoru. V močvirje praznih razpravljanj in nedejavnosti smo se že pogreznili do vratu. Zdaj se moramo samo še zadaviti. Sicer pa so v občini ob tej priložnosti zaslužnim občanom in organizacijam podelili zahvalne listine. Dobili so jih družina Horvati iz Kakovcev, Stanislav Wolf, Aljoša Bagola, Zoran Car, Vaška skupnost Domajinci, Vaški odbor Gerlinci. Lepo je, da tudi doma opazijo tvoje uspehe in delo, je po podelitvi priznanj dejal Aljoša Bagola. To je v bistvu potrditev, da tudi naš DNK ima v sebi možnosti za uspeh. Potrditev od doma je vedno v bistvu tisto, ki ti najbolj pogreje srce in je najbolj topla. Po vseh nagradah, ne vem, ki sem jih dobil doma in po svetu, je to zagotovo posebna nagrada, sploh ko lahko nagovoriš, ne vem, kolege, sovaščane, ljudi, ki se jih spomniš iz svojega otroštva, ki so veliko prispevali k temu, kar ti v resnici si in temu ne moreš
moreš nikoli ubežati, kvečemu nasprotno. Za uspeh moraš to objeti, pri sebi odkljukati kot to, kar te definira in to spremeniti v motivacijo za uspeti. In pač Prekmurje je velik del mene, velik del mojega razmišljanja in velik del moje motivacije. Sicer pa je po proslavi sledila še otvoritev razstave o Evaldu Flisarju v galeriji Vaško-gasilskega doma. Mursko-soboško sodišče je potrdilo odločitev stečajnega upravitelja Sivje Yachts Janeza Felca, da novo proizvodno dvorano odda v najem skupini Roto. Ta bo v Puconcih izdelovala posebne rezervoarje za pitno vodo ter manjša plovila. Sivje je sicer za obrat v Prekmurju dobil kar 11,3 milijona evropskega in državnega denarja ter obljubljal 150 delovnih mest, nato pa še pred zagonom proizvodnje pristal v stečaju. Roto bo za najem skoraj 7000 kvadratnih metrov velike proizvodne hale plačeval 8000 evrov mesečne najemnine. Proizvodnjo iz Kozine, Vrhnike in Lendave bodo tako preselili v Prekmurje, kjer bodo lahko hitreje zagnali proizvodne programe, ki so že bili razviti in pripravljeni, a jih zaradi utesnjenosti niso uspeli realizirati. In tako smo se tudi odločili, da vzamemo objekt v Puconcih, ki je bil namenjen v bistvu tudi izdelovanju ladje in tudi mi želimo delati v tem objektu ladje naše. Mi sicer že ogromno let delamo kajake, kanuje. Prve smo napravili 1996, tako da imamo dobro tradicijo, odprodajamo pa kajake, kanuje, potem tudi katamarane in manjše čovne, prodajamo pa v bistvu po celem svetu. Sem lahko z veseljem povem, da smo na vrhu med proizvajalci kajakov, kanujev, da pa seveda nam je zelo pomemben tudi ameriški trg. Danes je dolar precej v drugem razmerju z evrom, kot je bil, tako smo tudi danes konkurenčni na ameriškem trgu. In seveda imamo pa dobre stalne kupce kajakov, kanujev in tudi drugih plovil po Evropi. Letos je skupina Roto že zaposlila 15 ljudi in del njih bo ob drugih prerazporeditvah delal v Puconcih. Skupina Roto sicer trenutno zaposluje 320 ljudi, od tega 178 v Sloveniji. V lastnem razvojnem centru na sedežu podjetja v Črnelovcih razvijajo tudi do 3 nove izdelke tedensko. Razvoj pa bo občutno pospešil nov tridimenzionalni tiskalnik, eden največjih v Evropi. Do zdaj smo imeli recimo 7 korakov, da smo prišli do enega orodja. Z to tehnologijo 3D tiskanja imamo samo 4 korake, da proizvedemo orodje. Tako smo zmanjšali čas razvoja izdelka iz 13 tednov na 7 tednov. Bistveno smo izboljšali za to tehnologijo tudi natančnost, kajti ta 3D tiskalnik tiska z natančnostjo 0,3 mm, kar je za našo tehnologijo že izjemno dobro. Sicer pa je lani imela skupina Roto za 38 milijonov evrov prometa, kar je za 5% več kot leta 2013 in milijon evrov dobička. V letošnjih prvih 4 mesecih so prodajo lastnih izdelkov povečali za 18%, industrijskih izdelkov pa za okoli 3%. Župan Aleksander Jevšek je danes s funkcije podžupanje razrešil Jasmino Opec. Kot je župan zapisal v sporočilu za javnost, od podžupanje pričakuje, da bo vedno postavila javne interese na prvo mesto ter se z vsemi močmi borila za blaginjo vseh njenih občank in občanov, kar Jasmina Opec, ko na dopisni seji ni oddala glasovnice, ni storila. Jevšek je sporočil, da sledi načelom, da politiki morajo prevzeti odgovornost za svoje ravnanja. Če politik z javnim denarjem nerazumno tvega, potem mora biti v primeru oškodovanja javnih sredstev pripravljen tudi prevzeti odgovornost. Ni prav, da račun za nerazumna tveganja politike plačajo občani. Podelitev posojila strani Komunale leta 2012 nogometnemu klubu Mura je takšen primer. Iskati način, kako pomagati nogometnemu klubu, je bila pravilna odločitev. Le pot oziroma način nista bila pravilna, tako Jevšek. Rezultat tega so kazenski postopki zoper številne osebe. 3 uslužbenci davčnega urada so izgubili delovna mesta. Komunala je utrpela škodo v višini najmanj 187 tisoč evrov in nogometni klub Mura je propadel, je še zapisal Jevšek. Zato je predlagal mestnemu svetu, da poda soglasje k uveljavljanju škodinske odgovornosti tudi zoper bivše nadzornike Komunala, ki so sporno posojilo tudi odobrili.
Na seji mestnega sveta je glasovalo 13 članov mestnega sveta, od tega je bilo za predlagani sklep 11 članov, proti ni bil nihče, 2 člana pa se o tem nista opredelila. 13 članov ni oddalo glasovnice. Ker za sprejetje sklepa ni bil dosežen pogoj sklepčnosti, predlagani sklep ni mogel biti sprejet. Zato Komunala zoper bivše nadzornike ni mogla vložiti odškodninskega zahtevka. Jasmina Opec, podžupanja, je bila ena izmed tistih svetnic, ki ni oddala glasovnice. Njeno dejanje Jevšek ocenjuje za nedopustno, da podžupanja ni podprla prizadevanja javnega podjetja, ki je v lasti občanov pri poskusu povrnitve škode. Načelnost in integriteta v tem konkretnem primeru, drugega kot glasovati za, preprosto nista dopuščali. Kompromisa tu ne more biti. In ker je župan izgubil zaupanje v Jasmino Opec, jo je razrešil iz funkcije podžupanje ter je obenem zaželel vse dobro pri nadaljevanju njene kariere. Po 7 letih je Maribor včeraj spet dobil redno letalsko povezavo. Iz Maribora bo mogoče ponovno leteti v London in to kar z državno Adrio Airways. Povezava med Mariborom in Londonom, ki bo trajala vsaj do konca septembra, je že zdaj v povprečju 60% zasedena. Od zasedenosti pa je seveda odvisen tudi obstoj te linije, saj je cilj Adrije imeti najmanj 70% zasedenost. Jaz mislim, da so možnosti dobre. Res je, da je zasedenost v prvih 2 mesecih že nad 60%, kar pomeni, da po vsej verjetnosti lahko pričakujemo pozitivno razvoj tudi v jesenskih mesecih. Prednosti nove letalske povezave prenovljenega mariborskega letališča z londonskim letališčem je v relativni majhnosti obeh letališč, ki omogočata hitro in učinkovito oskrbo potnikov. In kakšne so možnosti za druge linije? Delamo tudi na tem. Plan bo oblikovan za celotno mrežo, tako da detajlov še ne morem komentirati, ampak obstaja velika verjetnost, da nadaljujemo pa širimo tudi v prihodnosti. Skupaj so na finančni upravi letos odmerili 1,7 milijarde evrov dohodnine oziroma 34,5 milijona evrov več kot lani, saj se je število prejemnikov informativnih izračunov dohodnine v primerjavi s preteklim letom povečalo za 18 955 oziroma za 2%. Polovica zavezancev za dohodnino je obveznosti za leto 2014 že poravnala, druga polovica pa ravno v teh dneh pregleduje pravkar prispele informativne izračune. Skupno je izračune prejelo 970 878 zavezancev in tisti iz prvega paketa so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno oziroma so jo morali v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačati. Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2014 znaša znesek odmerjene dohodnine 1,7 milijarde evrov, torej 1774,40 evra na posameznega zavezanca. V te številke sicer niso všteti tisti zavezanci, ki jim FURS informativnega izračuna zaradi različnih vzrokov ni izdal in morajo napoved vložiti sami. Takšnih zavezancev je običajno približno 15 000, napoved pa morajo vložiti do 31. julija. Za zavezance iz drugega svežnja pa se roki za doplačilo iztečejo 29. julija oziroma 27. julija za vračilo. Pa si poglejmo, spoštovani, še kakšne vremenske spremembe nas čakajo v prihodnjih dneh. Danes je bilo delno jasno, opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 25 stopinj Celzija. 2 stopinji manj pa so termometri pokazali v Radencih, Murski Soboti in na Goričkem. Jutri bo delno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru se bomo zjutraj zbudili v jasno jutro in izmerili 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in vroče, saj se bo ozračje ogrelo na 29 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo sončno in poletno vroče. Temperature se bodo čez dan gibale okrog 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili danes. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.